Spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Na začetku tokratne oddaje se spomnimo svetopisemske prigode o cestninarju Zaheju, ki je bil majhne postave in je splezal na drevo, kajti tam mimo bi moral iti Jezus in želel ga je videti. Ko je Jezus prišel mimo, ga je poklical z drevesa: Zahej, pridi dol, danes moram ostati v tvoji hiši. Verjetno se je kaj podobnega zgodilo, ker je tudi majhne postave. Naš današnji gost pa ni splezal na drevo, ampak Jezus je želel ostati z njim v njegovi hiši. Gospod Janez Janko Potisek, letošnji novomašnik, dobrodošli med nami. Hvala lepa. Je bilo kaj podobnega v vašem primeru kot pri Zaheju? Na drevo sicer nisem plezal, sem pa, kot sem že povedal večkrat, ker sem bil majhne postave in se nisem videl čez ambon, se me ni videlo čez ambon, sem moral v prvih letih si prinesti pručko, da sem lahko prebral berilo, to pa. In to je bilo v sklopu bogoslužja neko posebno dogajanje, ne? Ja, skoraj en poseben obred znotraj maše, ampak smo lepo speljali, tako da ni preveč motilo. To je bilo zmeraj, ko ste vi bili bralec beril? Ja, vsaj tam v 4., 5. razredu, potem pa že počasno ni bilo več treba. Sem že toliko zrasel, da se je videlo čez. Bilo pa je verjetno za vernike to malo smešno, ne? Ja, je bilo precej zabavno, ja, ampak tako so vsi to spremljali z enim, se mi zdi, da kar veseljem, ne? Ker konec koncev bral sem pa zmeraj zelo lepo, tako da je bilo posebno doživetje, če lahko tako rečem. Je naporno biti novomašnik, sedaj vas vlečemo v teh dneh na vse strani. Novomaša je sicer že mimo, ne? Ampak vseeno. Ja, zdaj prvi mesec je bilo kar naporno, ampak zdaj se stvar že umirja. S 1. avgustom smo nastopili nove službe kot kaplani na različnih župnijah. Jaz sem trenutno v župniji Brezovica pri Ljubljani, kaplan. In tako da se zdaj počasi življenje umirja. Spoznavamo kaplansko službo, ki jo bomo zdaj opravljali v prihodnjih letih in se že počasi vklapljamo v župnijo. Tako da zdaj se začenja nastopil, ta teden je prvi teden v avgustu, tako da imamo že, vsaj jaz imam že v petek prvo obiskovanje bolnikov na novi župniji, tako da je to, se mi zdi, kar en lep začetek. Sem se bova še vrnila. Kako je bilo na novi maši? Ja, jaz sem zelo zadovoljen s potekom, pripravo, izvedbo nove maše. Imeli smo srečo, da smo speljali vse skupaj ravno še pred ponovnimi zaostritvami razmer, torej pred ponovnimi zaščitnimi ukrepi zaradi epidemije. Tako da je slovesnost potekala seveda že zaradi same epidemije v nekoliko bolj okrnjeni obliki s precej manjšim številom ljudi, kot bi sicer, ampak smo vseeno izpeljali toliko, kolikor se je dalo, na najlepši možni način. Tako da sem osebno zelo zadovoljen. To so doživetja, ki vsakemu duhovniku zagotovo ostanejo v neizbrisnem spominu, ko gre za diakonsko posvečenje najprej, potem duhovniško posvečenje. Seveda. Osebno, ne, zdaj kot duhovniku, je najpomembnejši korak pravzaprav obred v stolnici, obred mašniškega posvečenja, prejem tega druge stopnje zakramenta svetega reda. In zato je tisto za duhovnika, za novomašnika najbolj notranje doživetje, tisto, kar te najbolj spremeni, najbolj spremlja pravzaprav ta zakrament, škofovo polaganje rok v stolnici, je v bistvu bolj bistvene. Nova maša je zunanja slovesnost, ki je praznik za župnijo, za vse, ki nas spremljajo, da lahko pridejo na slovesnost nove maše, ampak večji praznik v tem pomenu notranji, tisti, ki dejansko prinese spremembo, je pa posvečenje, seveda. Rekli ste, te najbolj notranje spremeni. V čem te spremeni? Ja, po
po polaganju škofovih rok, po posvetilni molitvi postaneš duhovnik. In eno od najbolj globoko doživeti ali pa tisto največja sprememba, ko smo kar naenkrat stali zraven škofa pri oltarju, ne več kot diakoni, ampak kot duhovniki. Predtem 15 minut nazaj smo bili še diakoni, potem pa kar naenkrat stojiš pri oltarju in posvečuješ Kristusovo telo in kri. Torej, po tvojih besedah, po tvojih rokah postaneta kruh in vino Kristusovo telo in kri. To je strašna skrivnost, ne, kot bi rekli. Kot je rekel včerajšnji godovnjak, sveti Janez Marija Vianney. Pomeni, moral si se popolnoma predati Kristusu? Seveda, in to že z diakonskim posvečenjem. Pravzaprav je duhovniška služba, kar se tiče predanosti Kristusu, zgolj nadgradnja, ker vse obljube, torej tako celibata, samskega življenja, molitve brevirja, smo dali že lani pri diakonskem posvečenju. Letos pa smo prijeli še to posvečevalno moč, torej, da lahko obhajamo sveto mašo, da lahko spovedujemo, delimo ostale zakramente. Tako da je... Se vam zdi, da vas je čas v bogoslovju vsa ta leta, ki ste jih preživeli tam, in vse oblikovanje, izobraževanje dovolj dobro pripravilo za duhovniški poklic, ki ga sedaj opravljate? Mislim, da. Seveda v kompletu, torej skupaj s pastoralnimi praksami, ki smo jih opravljali, torej celoletne prakse v 4. in v 6. letniku že kot diakoni. Brez tega bi bilo pa zgolj sama teorija najbrž bolj prazna. Je fino, če imaš izkušnjo tudi dela na župniji že prej. Čeprav je drugačno, ampak vseeno pomaga. No, vi niste delali le na župniji vmes, ne? Ampak zanimivo, da ste odhajali tudi v tovarno. Ja, tako je. V počitniških, v času počitnic sem ponavadi v letih bogoslovja čas je bilo treba porabiti in koristno, pa tudi za zaslužek, tako da sem si prislužil nekaj denarja, s katerim sem potem lahko si kupil potrebščine, vse, kar rabim, potrebujem. Sem odhajal delati v tovarno, tam, kjer je delal tudi moj oče, torej kot študent. In to so bila to je bil zelo koristen čas, no? Mislim, tako tudi z vidika spoznavanja dela in tudi konec koncev življenja toliko ljudi, ki so zdaj tudi med našimi verniki, torej tistimi, ki jih spremljam kot kaplan na župniji, toliko in toliko ljudi, ki vsak dan odhaja zjutraj v službo, ali v pisarno, ali v tovarno, kamorkoli, in mora tam 8 ur delati določeno stvar. In zaslužiti kruh, ne? Tako, točno to, ne. Včasih se mi zdi, da je to sploh mladi danes, da ne zastopimo čist, kaj to pomeni služiti kruh in delati, ne. Mnogokrat nas to pol šele tako malo udari, takrat, ko smo vrženi v to, ne, prej pa. Je za duhovnika pomembno, da si dobi kakšne take izkušnje, kot ste jih vi dobili tukaj to je bila tovarna kovinske embalaže, ne? Tako. Da potem nekako bolj razume ljudi in njihovo življenje. Jaz mislim, da je zelo pomembno. Konec koncev vsej lahko spoznaš, tako slišiš, poslušaš ljudi, ki ti pripovedujejo o svojem življenju, ampak če sam vsaj malo izkusiš, vsaj eno določeno obdobje, mislim, da je to zelo koristno, ker vstopiš v to, imaš lastno izkušnjo, ki je mogoče sicer drugačna, ampak pomaga pa vseeno bolj.
Drugače si lahko predstavljaš, če pa izkusiš, je pa še v tem primeru najbrž bolj koristno. Ne zmeraj. Velikokrat se zgodi, da otroci gredo po poti katerega od svojih staršev, vaša oba starša, sta delala v tej tovarni, tam sta se tudi spoznala, ne? Ja, tako. Tam je začetek vaše družine. Ja, tako je. Sicer mami tako kot jaz, kot študentka, zgolj med počitnicami, oče je pa takrat delal redno že in tudi ostal tam do konca. Tako da to je... Pa prej že stari starši menda, ne? Ja, točno tako. Tako da to je bilo eno... Mi je bilo tudi z tega vidika zanimivo, ne, ker je bila stvar nekoliko domača. Še kot majhen otrok sem včasih z očetom prišel tja, pa sem pogledal, kaj mi je bilo zelo zanimivo. In to, vsa zgodovina, ne. Vendar pa ni tisto prevagalo, ne? Nekaj drugega je o vas govorilo in vas vabilo. Tako je. Pač vse to, kot sem že rekel, ne, to delal sem v bistvu v letih bogoslovja, tako da odločitev je že takrat bila sprejeta, ne. Je pa, čas je bilo pa treba koristno porabiti, ne. Celo poletje tudi ne moreš biti na morju in na dopustu, ne. Svoje otroštvo ste preživljali v Zalogu pri Ljubljani? Tako je. Potem pa? V Dolu pri Ljubljani. Zdaj, kjer smo zadnjih 15 let. In to so bila vsa, oba dela tega otroštva sta bila zelo lepa, no. Prvih 10 let v Zalogu, potem še drugih, recimo nekaj 7 let, 6 v Dolu. Je bilo zelo, vse je pomagalo k oblikovanju tudi pač, da sem postal to, kar sem, ne. Kateri člani družine so najbolj zaznamovali vašo sedanjo pot? Ja, prav gotovo, vsaj v zgodnjih letih še v Zalogu, stara starša, ki sta nekako podpirala, tako z veseljem spremljala tudi mojo pot, ko sem začel že kot ministrant v Zalogu in potem tudi naprej. To je bila ena taka najbolj vidna podpora, no, na tej poti že na začetku, ki se je potem nadgrajevala z leti. Stara starša, ste redno hodila v cerkev, vaša družina pa ne, ne? Ja, tako, ja. Mislim, da to ni tako osamljen primer, ne. Ampak vseeno, no, kljub temu je bila vera prisotna, ne, tudi verska vzgoja, kolikor toliko, a ne. Ja, praksa je pa potem včasih malo odstopala. So starši vztrajali, da obiskujete verouk, ne tako kot danes, ko mnogi otroci jih starši zapeljejo k verouku in potem gredo po svoje, velikokrat? So kar vztrajali, da to pa mora biti. In tudi včasih v obdobju pubertete, ko sem eno krajše obdobje, res krajše, ko se mi v nedeljo niti ni ljubilo in vstati, niti k maši in tako, se dejansko tudi starša me potem tako, no, rečeno, zbrcala malo, da sem se zbudil in... Iz svoje muhavosti. Ja, točno to. Da sem se malo postavil v pravo smer, usmeril, no, tako. Sicer pa skoraj ni bilo maše, da vas ne bi bilo najti kje v cerkvi, ne? Ja, tako nekako sem tudi že povedal. Kasneje sem začel tudi še igrati klavir in potem tudi orgle. Tako da sem večkrat tudi skočil kot organist, najprej ob sobotah zvečer. Tako da sem bil zmeraj kje zraven. Ne več le kot ministrant ali bralec, ampak tudi organist. Tako je. Ljudsko petje? Mi je bilo zmeraj pri srcu. In predvsem ja, kadar sem orglal, sem večinoma spremljal ljudsko petje, ja, tako. Kaj pa stik z domačim župnikom? Veliko duhovnikov pove, da jim je bil zgled njihov domači župnik, da so se nekako pri njem navdihovali in da jih je usmerjal na to pot. Kaj pa pri vas? Ja, tudi jaz bi lahko rekel, da mi je bil prvi zgled tako ravno domači župnik. In tudi z njim sem tudi večkrat načel to temo, ja, in duhovništvo in tako. In mi je enkrat, potem že kasneje, proti koncu
pred vstopom v semenišče je rekel, poglej, jaz lahko rečem, ne, ti imaš duhovni poklic, ne, tako da je bila tudi to pol ena dodatna utrditev, ne, in potrditev, no, tako, odločitve. Ste prihajali kaj v dvome? V času gimnazije ste se menda že odločali, ne? Da boste šli v to smer? Ja, seveda, dvomi so bili, tako v času gimnazije, ko sem imel več zanimanj, več možnosti odprtih, kam se bi lahko šel. Pa konec koncev tudi v času bogoslovja, ne, je to le tako zelo napeto obdobje, ko se le začne v človeku nekaj premikati. In tudi v teh obdobjih so bile kakšne stiske, a je ali ni, ampak potem je le zmagalo Božje. Ne, tako da. In tudi druge želje morda? Želje? Da bi si ustvarili družino? To je sicer tudi, ja, prisotno bilo že prej, ampak potem nekako, ko sem se odločil, tega niti ni bilo toliko več. Bolj me je bilo strah predvsem to, a sem sposoben, a bom jaz to lahko. Ampak potem je zmeraj pomirilo in dalo zaupanje in pogum tudi za naprej. Tista misel, ki so mnogi povedali že večkrat, ne, da Bog ne kliče usposobljenih, ampak usposablja poklicane. In dejansko lahko to prepoznamo tako v apostolih že in tudi v mnogih svetnikih. In to mi je bilo potem ena tolažba in zagotovilo za nadaljevanje in pogumno. Torej, če bi se duhovnik zanašal bolj nase kot na Jezusa, na Boga, potem ne bi šel po pravi poti? Zagotovo ne, ja, ker kaj pravi Jezus, brez mene ne morete ničesar storiti. Ne. Tako da kar duhovnik dela v imenu Jezusa Kristusa. Duhovnik je zaradi njega in po njem. In kadar misli, da dela sam, da dela iz svojih moči in sposobnosti, najbrž že hodi po robu, se stvar že lahko začne zapletati. Tako da ja, to je velika tolažba, da je Jezus, da je Bog tisti, ki dela po duhovniku, ki daje moči. Je pa treba ponižnosti in potem tudi sodelovanja. Ne morem pričakovati, da bo Jezus sodeloval z mano, da bo delal po meni, če bom jaz hodil čisto po svoje, ne, in delal nekaj, kar sploh ni lastno ali mojemu poklicu ali temu, kakor moram živeti. Ne. Tako da sodelovanje je izredno pomembno, tako z Bogom, kot tudi med ljudmi, ne, seveda. Ste že vse skozi razglašali tudi pred vašimi domačimi prijatelji, sorodniki, na kakšno pot se želite usmeriti, da želite postati duhovnik, ali ste to šele na koncu izdali? In kakšna je bila reakcija pri domačih najprej? Seveda sem to povedal šele čisto na koncu, takrat, ko je bilo pač treba. Reakcija pa ja, tako mislim, da nič posebnega. No. Oče je lepo sprejel, rekel, dobro, kakor se boš odločil, ko boš pač živel, to je tvoja stvar, ne? Tvoje življenje, tvoje odločitve, sestra. Tudi, ja, prav, ne. Mama je bila pa tista, ki je malo bolj čustveno to, ne, tako kot mislim, da to ni tako zelo redko, ne. Ampak je tudi zdaj, mislim, da vesela in zadovoljna in je sprejela tako, kot je, ne. Kaj je rekla? Ja, nič, to je bilo najprej jok in tako, ne, in žalost in kaj zdaj in kako to, ampak... Kaj pa prijatelji, pa sošolci? Pa niti niso bili tako presenečeni, so bili pa večinoma zelo veseli. Kakšni začudeni, ampak večinoma pa veseli in so nekako pričakovali. Kaj bi povedali mladim danes, ki razmišljajo, kam bi se usmerili v svojem življenju? Mnogi niti ne najdejo poti naprej, nimajo neke vizije, kaj bi sploh radi ustvarili v življenju.
Kaj bi jim vi povedali? Slišal sem že, da Bog zelo številne kliče v duhovne poklice, ne? Kako bi jih vi usmerili? Ja. Kaj je pomembno za mlade ljudi? Kako naj razmišljajo, da bi našli pravo pot in pravi poklic v svojem življenju? Ja, torej, da so tam, kjer najdejo veselje, pa tudi mir. Je pa to zelo težko, če se človek ne zna odločiti, ne? In to se mi zdi, da je danes največji problem, da si zmeraj radi puščamo tako malo, vse povsod malo odprto, da če kle ne bo, da pa hitro pobegnem tja, ali pa da se hitro umaknem na drugo mesto. In to je tisto, kar potem ovira tudi eno tako odločitev, kot je odločitev za duhovni poklic, ali duhovništvo, redovništvo. In konec koncev tudi sveti zakon, ne? Je tudi potrebna odločitev, ne? Tako da je, kaj vem, predvsem ta moč sprejeti neko odločitev in potem v tem vztrajati. To je najtežji del. In konec koncev, ne, se je tudi v vseh pogledih, no, kot sem rekel, tudi za sveti zakon in za duhovništvo. Odločitev je prvi korak, potem pa vsakodnevna zvestoba na tej poti, ne, to je tisto. Če tudi se zmeraj, ne, mislim, tudi mnogo duhovnikov je že do zdaj tudi zapustilo duhovniški poklic, ampak še vseeno, na začetku je bila neka odločitev, potem je pa tista zvestoba enkrat umanjkala, ne, tako da je zelo pomemben ta drugi vidik, predvsem zvestoba te odločitvi, ne. Rekli ste veselje in mir, nekako, da mora čutiti mlad človek v sebi, ne, da se je pravilno odločil, se pravi, vendarle Bog v njega položi neko željo, mu da neke talente, verjetno, zato da bi na tem lahko nekaj zgradil, ne? Ja, gotovo. Za katerokoli stvar, ne. Saj tudi za druge poklice, druge službe je to potrebno, ne. Brez nič ne gre, ne? Neki temelj je že bil položen od Boga? Seveda. Tako pač, kot ste rekli, v sposobnostih, v talentih. In potem... In ta notranji mir, da ima človek občutek, da je dobro, da je na pravi poti, da je miren, ne? Ja, točno to. To je tisto, kar sem sam velikokrat izkušal, kadar sem res delal tisto, kar sem moral delati v danem trenutku, če je bil to študij, če je bila to molitev. Takrat sem občutil mir, kadar sem delal tisto, kar sem moral delati, ne, kar je bilo lastno tistemu trenutku, tisti dobi. Takrat je potem prišel ta mir, ne. In mi je bilo zmeraj ta občutek nekaj zelo dragocenega. In to mislim, da je potem, da ta mir pride tudi takrat, ko si na pravem mestu, tako, za daljše obdobje, ne. Mir je izjemna dobrina, ki si jo želi pravzaprav vsak človek, da lahko sploh nekako normalno deluje, je temelj nekako za veselo življenje, zdravo življenje, torej mir, notranji mir. Mnogi ga nimajo. Kje je vzrok za to? Kaj menite? In kaj bi morali narediti, da pridejo do miru? Ne le tisti, ki se odločajo za neki poklic. Ja, to je precej težko vprašanje, na katerega ne morem ponuditi odgovora kot recept, ker drugače bi ga najbrž že kdo iznašel, ne, ampak predvsem pomaga pri tem iskanju miru, oziroma je bistveno za to pač odnos z Bogom. Iskanje ene, ja, Božje volje in odnosa z Bogom pač v molitvi, v sprejemanju tega, kar je, in tudi v izročanju samega sebe, pač svojega življenja Bogu. Ker, kako so rekli, ne, tiste prave modrosti, ne, da spoznam, kaj lahko spremenim,
pa česa ne morem, in potem nekako delam na tem, kar lahko spremenim, tisto, česar ne morem, pa pustim Bogu. In takrat, ko vem, sprejmem, ne? Ja, takrat, ko vem, da sem naredil to, kar sem mogel narediti, Iz svoje strani. ja, in prepustil Bogu tisto, česar nisem mogel spremeniti, takrat je najbrž to potem že bistveni del te poti k miru prehojen, ne. Seveda pa v stalni povezanosti z Bogom, ne. In Bog bo na tem nekaj lepega naredil, ne? Če je Tako človek iz svoje verjamemo strani vse in- naredil, kar je lahko. Ja, v smislu starega reka, ne, pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal, ne. Ravno v tem je ta človekova svoboda, po mojem, ne. Bog nas zmeraj čaka, Bog zmeraj stoji ob strani, ne. Tragika te naše svobode je pa v tem, da se lahko mi stran obrnemo in ne sprejmemo tega, ne, in se ne povežemo z Bogom, ne vstopimo v ta odnos z njim in potem se začnejo stvari krhati, rušiti in se tudi naseli nemir človeka, ne. Kot duhovnik bo za vas pomembno ne le delovanje med tistimi ljudmi, ki redno prihajajo v cerkev, ampak tudi delo za tiste in s tistimi, ki niso blizu cerkvi, ki so oddaljeni od Boga. Na kak način boste pristopali do njih, da bi jih privedli na pot resnice? Imate to željo, da jih privedete na pot resnice, ali s kakšnim namenom se jim želite približati? Zagotovo s tem, da bi spoznali Boga in da bi živeli življenje v odnosu z Bogom. Je pa to najbrž en korak, ki je še malo oddaljen od tega prvega stika, ne. Tako da prvi stik, ki je najbolj pomemben za moje pojme, je najbolj važno to, da pristopam kot človek k človeku. Brez tega ne gre, ne. Konec koncev je tudi Bog postal človek, zato da se je nam približal, in če človek ne zna biti človek do človeka, potem mislim, da tudi oznanilo vere ne bo nič pomagalo, ne. Najprej to je temelj, brez katerega ne gre. Kako velik dar je zavedanje, da je človek, vsak človek, ne glede na to, kako razmišlja ali kje živi ali kako živi, izbrano bitje od Boga. Da ima velik privilegij, da je bil rojen, da je na zemlji in da je pred njim večnost. Ja, z našega vidika je to bistveno, ne. Človek, ki veruje, mislim, da je to tisti pogled, ki ga mora zavzemati do vsakega človeka, ne. Je pa to včasih zelo težko, ne. Pač zaradi naših človeških omejenosti. Dejansko je to božji pogled, ki pa se ga moramo nekako priučiti, privzgojiti, ne, s to ljubeznijo, da vsakega gledamo tako, kot ga gleda Bog. Kar nam najbrž tukaj ne bo čisto zmeraj uspevalo, ne, ampak šele potem v nebeškem kraljestvu, ne, ko nam bo pa vse znano in jasno. Zaradi materializma, individualizma in vseh izmov, da tako rečem, je danes življenje zelo, zelo številnih ljudi zelo poplitveno. Ne razmišljajo o tem, si morda tudi ne zastavljajo tako pomembnih, temeljnih vprašanj o svojem obstoju, o svoji prihodnosti, kaj bo pa potem po smrti. Vi imate zelo lepo izkušnjo iz vaše domače družine, namreč letos, na začetku leta se je poslovil vaš oče. Bili ste z njim ob tem odhodu v zadnjih tednih doma, ko se je poslavljal zaradi težke bolezni, ne? Kaj ste se naučili ob njem v tem času? Ja, predvsem je bilo to eno obdobje tako hvaležnosti, tako za življenje, in potem konec konca tudi hvaležnosti za to, da smo smeli biti zraven, ne. Kmalu zatem, dober mesec potem, se je
začela epidemija in potem groza mnogih ljudi, ki so umirali sami, brez kakršnekoli navzočnosti svojcev, brez pravega kontakta, brez fizičnega stika, ki je v teh zadnjih trenutkih še kako pomemben. Pomemben za tistega, ki odhaja in za tistega, ki ostaja. Tako. Ampak se mi zdi problem, ker je že tudi v normalnih razmerah mnogo ljudi, ki umirajo tako. Smrt je postala nekaj, kar odrivamo. Ravno zaradi tega, ker se človek ob smrti sooča s tem, da pa vendarle ni vsemogočen, da ni večen tukaj na zemlji. Tako. In je to tisto, kar ga presega. In zato je smrt postala skoraj da tabu. In smrt je tista točka, na kateri se konec koncev vsakemu vsaj malo zamaje, ne, če ima priliko se srečati s smrtjo. In zato je po mojem mnenju velik problem, da se danes tako živi, kot da ne bomo umrli, ne? Pa bomo vsi umrli. Ne? Tako da je to ena taka prilika, ker mnogi pa še ob smrti, ne vem, umirajo starši, ki so še bili verni ali pa so hodili k maši, otroci že ne več, pa so starši le želeli cerkveni pogreb in pridejo naročiti pogreb in vse, kar spada zraven. In so to take prilike, kjer pa je človek bolj dovzeten za vprašanja, ki presegajo zgolj te materialne in čist plitve potrebe človeka. Ne. In to je ena prilika, kjer je človek po mojem dost odprt tudi za oznanilo, za vse, kar spada zraven. Kaj se dogaja v ljudeh, ki ostajajo, ki imajo težko bolnega poslavljajočega se svojca, da mnogi ne morejo sprejeti tega, da bi bili ob njem na koncu, nekateri niti ne tega, da bi ga obiskali, preden se poslovi, pa njihov svojc, ki se poslavlja, še čaka na nje, da bi se lahko poslovil od njih, pa ne upajo. Kaj je to? Strah ali neki odpor? Ni potem človeku v življenju žal, da ni uspel zbrati tega poguma in se posloviti? Ja, sam točno ne bi vedel, kaj se dogaja v njih, ker te izkušnje nimam. Ne. Tako pri očetu, kot tudi zdaj pred kratkim pri starem stricu, ki je tudi umiral, so bila ravno z babico, teden predtem še pri njem, ne, in potem se poslovil. Ne vem, meni je to nekaj popolnoma normalnega, po teh izkušnjah, ki jih imam, drugače pa ne vem, mogoče ravno ta pogled na bolnega človeka, kaj pa vem, ne, že tisto želja, da bi odstranili že vse tisto, kar nas mogoče spomni, ne, da človek ni večen, vsemogočen, samo lep, mlad in zdrav, ampak da tudi postane star, bolan, nemočen, nebogljen. Najbrž že ta strah se sooči s tem, pa tudi ne vejo, kaj bi rekli, kako bi se obnašali. In potem vse to skupaj najbrž privede do te odločitve, da tega bolnega, umirajočega ne obiščejo, za kar pa verjamem, da jih je potem, ko enkrat bolnik umre, ali pa starejši umre, da najbrž to obžalujejo. Upam. Ker preko tega se potem lahko vsaj začne razmišljanje o tem. Ne. Vam v zadnjih letih pred svojo smrtjo vaš oče ni bil le oče, ampak tudi prijatelj, ste nekje izjavili. Kaj to pomeni? Prej nista bila prijatelja? Prej, pač, ko sem bil mlajši, mi je moral biti oče in mi je bil oče. Potem pa, ko sem enkrat konec koncev, ko sem tudi jaz začel delati, ne ravno, ko smo prej govorila,
Ko sem postal bogoslovec, ko sem začel študirati, se pa dejansko tudi preko tega, ko nisem več toliko živel doma, ko sem že šel nekoliko na svoje, po svoje, se je pa spletel tudi eno tako prav prijateljski odnos. Ni bil več zgolj odnos oče-sin, ne, ko mora imeti oče le malo komando in nadzor nad sinom, ampak je postal en res prijatelj, ne, tudi ki je pomagal, ko sem ga vprašal za pomoč. Ali to pomeni, da ste se lahko tudi pogovarjala o vsem, o čemer se prej morda nista mogla? Niti ni bilo takih stvari, da se prej ne bi mogla pogovarjati, ampak je bil tudi pogovor precej, tako bolj se mi zdi zelo sproščen in tako res na prijateljski ravni. Ja. Danes je še zmeraj zelo prisotna ta kriza zaradi odsotnosti očeta v družinah in posledice so hude. Kje jih vi vidite najbolj pri mladih ljudeh? Mogoče ravno o tem, kar sem že govoril, ne, ta zvestoba ali pa trdnost, vztrajnost, mislim, da je to vse tudi pa zaupanje. Nekaj, kar tudi dobi otrok preko očetovske figure, po očetu. Ne vem, če bom kdaj lahko pozabil zgodbo, ki so večkrat pripovedovali tudi duhovniki o letalu in potnikih na letalu, ki so bili vsi prestrašeni, ker je šlo letalo ravno skozi tako območje, ker so bile turbulence, ga je premetavalo, vsi so bili bledi od strahu. Majhen fantek je tam sedel med ostalimi, star kakšnih 5-6 let, pa čist mirno sedel, igral se z nekimi igračkami, ali kaj imel v rokah, in kot da se ne bi nič dogajalo, je bil čist miren. Pa so ga vprašali, pa se ti nič ne bojiš, le kako da si tako miren? Kaj bi se pa bal, saj je moj oče pilot. In v tem zaupanju v očeta je dobil neko trdnost, stabilnost, gotovost. Ja, in to je, ki jo oče da, ne, otroku, da lahko gre v življenje. Točno to. In potem brez tega je pa potem gotovo veliko težje. Ne? Koliko boste lahko vi kot duhovnik in sploh vsak duhovnik kot duhovni oče pripomogli k temu in tudi svojo pojavo moškega za vzgled fantom, denimo, ki boste srečevali v vaši župniji, ki morda niso bili deležni tako dobre očetovske vzgoje, navzočnosti očeta v svojih odnosih v družini? Težko vprašanje. Upam pa, da se bom tega naučil. No? Vsaj v zgledih, ki sem jih imel, no, mislim, domači župnik, tako je bil dejansko dober zgled. Ne vem pa točno, v čem, kaj je delal, da je bil tak, ne? Ampak to predvsem najprej. Gotovo mislim, no, da je bistvenega pomena to, da sem sam trden v odnosu, povezanosti z Bogom in da potem to tudi na zunaj lahko nekako se opazi ali pa daje eno gotovost tudi drugim. Ne? Ali pa vsaj to, da je lepo biti povezan z Bogom in da ti to daje eno trdnost in če uspem to ali vsaj življenjem pokazati, bo to najbrž že velik korak. No? Vas je kaj prestrašilo na vaši začetni duhovniški poti in tudi v času študija, to, kar ste prej omenili, da je mnogo vaših kolegov, starejših kolegov, duhovnikov, tudi zapustilo duhovniški poklic? Ja, to ni enostavna zadeva. In mi je bilo zmeraj eno spodbuda, konec koncev, a ne, za razmišljanje, za premišljevanje, kako živeti, da ne bi do tega prišlo. Kaj ste ugotovili?
Ja, iz izkušnje mnogih duhovnikov, kako so se take zadeve začele, ko so oni sami začeli opuščati odnos z Bogom, najprej molitev, ko so... To je torej osnovna stvar. Osnovna stvar. In tista molitev, ki so obljubili, ne, torej brevir, molitev brevirja. Službena molitev, vsakodnevna. Ja. In ko so enkrat začeli to opuščati, je šlo samo še navzdol. In tukaj vidim tudi eno potrditev o tem, duhovništva res pristnega ne more biti brez povezanosti z Bogom. Postaneš obrtnik, delaš, prideš v službo, opraviš, ne, tisto obveznost, ampak to se zagotovo opazi. No. Če nekdo ni s srcem pri stvari, če ne dela iz tega, zaradi te povezanosti z Bogom se to opazi in gotovo pripomore k vsemu temu, da se poglablja kriza in privede lahko tudi do tega. Do padca. Povejte nam kaj o vaši službeni molitvi, duhovniški. Koliko morate, da tako rečem, kot duhovnik moliti na dan, koliko molitev opraviti, koliko časa porabite za to in tisti vaš osebni pristni stik z Bogom intimni, še ob teh molitvah, ki jih opravljate. Torej, pri diakonskem posvečenju, kot sem že povedal, vsak diakon posvečeni sprejme oziroma da obljubo molitve brevirja. Torej, brevir verjamem, da mnogi že poznajo, torej to je molitev cerkve, uradna molitev cerkve, če lahko tako rečemo, ki jo molijo po vsem svetu, v stotinah jezikov, redovniki, redovnice, duhovniki, diakoni in mnogi laiki. In je sestavljena iz, zdaj za nas je to 5 molitvenih ur, torej ura bogoslužnega branja, hvalnice, dnevna molitva, hvalnice zjutraj, potem dnevna molitvena ura, kar že ime reče dnevna, torej enkrat sredi dneva, večernice in sklepna molitvena ura, to sta pa večerni molitvi. Torej, namenjen je brevir ravno temu posvečevanju dneva, da je, kot smo rekli, ne, nekaj je zjutraj, nekaj je zvečer, nekaj je čez dan. Da te spominja točno to in da te spominja ves dan na to, da je treba biti v odnosu z Bogom, da je treba delati in vse zmeraj v povezanosti z Bogom, da posvečujemo tudi cel dan, od jutra, ko vstanemo, do večera, ko gremo spat. Torej, to je tista osnovna molitev. Zdaj, koliko časa vzame, je čisto odvisno, če se moli skupaj na glas, če nekdo to moli sam, bere, gotovo pa vsaj to nekako 45 minut na dan je gotovo te molitve. Ampak to je osnovno. Potem pa poleg tega mislim, da je za duhovnika nujno tudi molitev rožnega venca, konec koncev brez Marije, ki jo imenujemo tudi mati duhovnikov, bi bilo naše življenje pusto in gotovo ne bi prejeli toliko milosti, kot jih ravno tudi po njeni priprošnji. Tako da rožni venec, ki so ga vsi zelo priporočali in papeži, je res molitev, ki menim, da ne bi smela manjkati v duhovnikovem življenju. Potem pa seveda poleg te brevirja in rožnega venca pa tudi čist osebna premišljevalna molitev ali adoracija, kakorkoli, v pogovoru z Bogom, ko pa lahko samo poslušaš, lahko Bogu govoriš in v veri, da te posluša, ti daje namige, kaj in kako delovati. Ja. To je pa potem tista premišljevalna molitev o Božji besedi, seveda, ki pa po mojem mnenju še najbolj gradi ta odnos z Bogom. To je že veliko dela, ki ga vsak duhovnik opravi vsak dan, dela navznoter, da tako rečem, ne? Ja. Pogosto slišimo, da kdo reče, kaj pa duhovnik dela, saj nima
kakega posebnega dela, ne tisto mašo opravi, pa so zadeve mimo za dan, ne? Pa vendar vi opravljate veliko dela navznoter in to delo je namenjeno komu? Komu je namenjena ta službena molitev? To je slavljenje Boga, gotovo v prvi vrsti, kaj pa potem še drugega? Službena molitev je gotovo take smo obljubili ravno tudi za cerkev in za potrebe cerkve, za vse ljudi. Torej, za vse ljudi? Za vse ljudi. Nujno je pa tudi, in pa hkrati tudi gradi duhovnikovo notranje življenje, duhovno življenje. Ne? Brez tega tudi on ne more, ne bi smel živeti. Ne? Ta premišljevalna molitev pa ravno tako lahko molim za kogarkoli, vse lahko vključujem v to molitev, ampak je pa to predvsem tudi graditev tega mojega odnosa z Bogom, čisto osebno, najbolj važno. Ker brez tega, brez povezanosti z Bogom se, kot sem že rekel, to življenje, tudi duhovniško lahko, grdo rečeno, sprevrže v zgolj opravljanje dolžnosti, opravljanje nekih služb in ni pa več poklic. Duhovnik pa mora biti 24 ur na dan duhovnik, ne? Točno tako. Ni uradnik, ki zapre svoj urad čez nekaj ur, ne? Ja. Ampak tam je zmeraj odprto. Tako, čeprav fizično mogoče zmeraj ne, tudi župnišče je treba zakleniti, ampak zmeraj na razpolago in duhovnik je tisti, ki čaka, kot pravi današnji sveti oče, papež Frančišek, ne? Naj duhovniki ne mislijo, da bodo ovce hodile za njimi, ampak oni morajo počakati ovce v spovednici in povsod, ne? Tako je. Pastir išče svoje ovce. Točno to. Ne obratno. Ja, tudi ovce, vsaj tiste, ki so že mogoče malo bolj vzgojene, tudi počakajo ali pa poiščejo, ne, če zaidejo, gledajo, kje je pastir, ampak načeloma pa je res pastir tisti, ki mora ovce prešteti pa pogledati, če so vse, da se nikakšna izgubila. Ne. Vi ste si za novomašno geslo izbrali besede na tvojo besedo. Bom vrgel mreže, Gospod, ne, kot je se zgodilo Petru in njegovim kolegom menda ob Genezareškem jezeru, ne, ko so lovili vso noč, vsem svoje moči uporabili, pa nič ulovili. In ko so prišli zjutraj na breg, jih je počakal Jezus, sedaj pojdite ponovno, vrzite mreže na drugo stran in boste ujeli. Kaj so si mislili učenci, ko jim je Jezus to dejal? Če so bili profesionalci, ribiči, ki so vsak dan to delali, ne, pa niso nič ujeli, sedaj pa jim Jezus soli pamet, da tako rečem, ne? Ja, točno to, ne. To je bila tista misel, ki tudi mene nekako vodila, ne, mislim, ravno v tem, ne. Človek, ki je lahko profesionalec pri svojem delu, dela celo noč, se trudi in dela vse pravilno, pa pač ni rezultatov, tudi to se zgodi. In potem na Jezusovo besedo narediti nekaj, kar je popolnoma v nasprotju z zdravo pametjo, z logiko in človeško logiko, ne? Človeško logiko in pravili tega poklica. Kako pa gledate danes na cerkev, na cerkveno institucijo, na kler, da tako rečem? Mnogi danes vse gledajo skozi afere, skozi škandale, ki so se zgodili v cerkvi ali se dogajajo. Kako pa vi? Ja. Poskušam prepoznavati to, kar je človeško kot človeško in to, kar je Božje kot Božje in zelo potrebno. Zavedam se, da bo v cerkvi kot instituciji zmeraj napake, ker smo v njej ljudje iz mesa in kosti, z grehi, slabostmi, napakami in zato bo tudi do vsega tega prihajalo, zmeraj. Popolna cerkev je pa že v nebesih, ne? Tja pa smo vsi usmerjeni in smo na poti tja, upam. Je pa tako, ne, ravno pred kratkim sem prebral besede papeža Frančiška, ne vem, kdaj jih je izrekel, mogoče je bila to kakšna stara, strna govor, kako ne, da danes pač svet hlasta po vseh teh aferah, po škandalih, po slabem, kar zbuja pozornost,
spregleda in ne vidi, ali pa noče videti bolj pravilno, pa vsega tistega dobrega, ki smo mu v bistvu priča vsak dan, ne? Ampak to ne pritegne pozornosti. Ne? Tako da to je ena taka dobra analiza stanja, ne? Mislim, da vsi zavedamo. Ne? Dogaja se okrog nas ogromno lepega, cerkev dela veliko dobrega, večina duhovnikov dela veliko dobrega, ampak teh ne opazimo, ker to ni zanimivo, ne, tako ne povzroča nekega škandala, ne pritegne, ne zanimanja. Zato se pa bolj usmerjamo v vse to, kar privlači pozornost. Ste hoteli reči, cerkev je sveta, je pa tudi prekleta. To so besede, ja, ki jih je, mislim, da dr. Štuhec napisal v knjigi, ne. Cerkev sveta in prekleta, ja. Sveta zaradi Boga, ki jo vodi, ne, ki jo je ustanovil. Prekleta pa ja, tudi zaradi tega, ker jo vodimo grešni ljudje in v njej delujemo. Ker jo dejansko s svojimi grehi preklinjamo, tako grdo rečeno. No. Nihče še ni popoln svetnik na zemlji, ne? Gotovo ne. Po kom se vi zgledujete? Kdo je vam blizu iz svetniških vrst? Ja, ravno včeraj smo praznovali god svetega Janeza Marija Vianeja, ne, zavetnika župnikov in vseh, ki se ukvarjajo z dušnim pastirstvom, ne, torej, ki deluje mona župnija. Ne. Gotovo je tudi on velik zgled za duhovnike, pa tudi mnogi drugi svetniki. Tudi svet Jožef Marija iz Kriva, ki je velik glasnik tudi te svetosti v običajnem življenju, dan za dnem, vsak dan, to, kar sem govoril že tudi o zvestobi, ne? Kako je treba vsak dan živeti v tej zvestobi, odločitvi Bogu in posvečevati svoje življenje in biti svet ravno v tem, kar moram delati, v običajnih dolžnostih vsakega dne. Ker kakšne velike prilike, ko bom pokazal svojo svetost ali pa pripadnost, ne, najbrž ne bo. Vsak dan pa lahko služim Bogu in ljudem, konec koncev, če z ljubeznijo in v svetostjo opravljam tisto, kar moram opravljati. Pa ne bo to pometanje ali pa maševanje, ne, v primeru duhovnika. Če sem tam in delam to najboljše, kakor lahko, je to tista pot, po kateri lahko postajam svet. Oziroma moram postajati svet. Ne. Da bo tako svetila vaša luč pred ljudmi in bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih. To pa seveda vse v Božjo slavo. Ne. Zavedanjem, da tisto, kar je dobro, prihaja od Boga. Ne. Kot sem rekel na začetku, brez mene ne morete ničesar storiti, je rekel Jezus. In v zavedanju tega, mislim, da je naša rešitev, da bi se znali zatekati k Bogu in ga prositi za moč, da bi znali delati tisto, kar moramo delati in tako, kot moramo delati. Služenje v ponižnosti, koliko vam bo pri tem pomagala Jezusova in naša duhovna mati, sveta Devica Marija. Prav danes, ko snemava ta pogovor, je njen pomemben praznik. Sama je celo povedala v Medžugorju vicem, zaupala bolj, kot javno povedala, da ima 5. avgusta, torej na praznik Marije Snežne, svoj resnični zemeljski rojstni dan, da je bila takrat rojena, torej na današnji dan. Koliko vam bo ona kot kraljica duhovnikov pomembna na vaši duhovniški poti in koliko vam je bila že do sedaj? Ja, zagotovo je največja priprošnica, najbolj pa predvsem pa tudi zgled, ker je ona tista, ki je na najbolj popoln način izpolnila Božjo voljo in služila Bogu s tem, ko je rodila Jezusa, ko je sprejela njegovo voljo s svojim zgodi se
In v tem nam je lahko vsem največji zgled. In verjamem, da tudi ona ves čas prosi za nas, da bi tudi mi znali zmeraj izrekati ta zgodi se, ne, tako kot ti hočeš, kot Bog hoče. Tako da v tem je zagotovo naša največja priprošnjica. Predvsem pa tudi ta materinska vloga, ne, ko res spremlja vsakega z ljubeznijo in sprejema tudi tiste, tudi oddaljeni, ne, se največkrat spreobrnejo ali pa začutijo to Božjo bližino ravno po Mariji, ne, ravno v Marijinih romarskih središčih je največ takih vrnitev nazaj k Bogu, ko začutijo to Marijino materinsko čustvo, ljubezen, ki jih potem nekako spet privede na pot k Bogu, ne? In to je tisto najlepše, kar nam ona daje. Dotaknilo se me je na začetku najinega pogovora danes, ko ste rekli sveti zakon. Tudi ona je bila v svetem zakonu, svetim Jožefom. Ravno danes je tudi prva sreda v mesecu, ko na poseben način častimo svetega Jožefa. Kako pa gledate nanj, koliko vam je on blizu? Ja, tudi sveti Jožef je zelo mogočen priprošnik, ne, zavetnik svete cerkve tudi, ne. Sveti Jožef je tudi zelo pomemben svetnik ravno tudi v tem, ker je bil preprost človek s svojim delom, preprostim delom, ne vemo točno, kaj je bil tesar, je bil kovač, je preživljal družino in s tem svojim delom je konec koncev tudi on posvečeval sebe, svojo družino in preskrbel Jezusa in Jezus se je od njega tudi naučil svojega poklica, ne. Velikokrat pozabimo, a ne, večji del Jezusovega življenja, torej 30 let je živel v domači hiši najbrž in je moral upravljati nek poklic in po vsej verjetnosti je upravljal poklic, ki se ga je naučil od svetega Jožefa. Torej 30 let Jezusovega življenja je minilo v skritosti in Jožef je imel gotovo veliko vlogo, da je Jezus lahko potem tudi kot človek preživel, ne. Da se je naučil enega poklica, prišel h kruhu, ne, če tako rečemo. Ob koncu naj vas vprašam, kakšen duhovnik želite biti, kaj si želite za vašo duhovniško pot? Ja, prvi odgovor mora biti svet, da bi bil svet. To je najbolj pomembno. Najbolj pomembno in iz tega potem mislim, da vse izhaja. Če se bom trudil za svetost, bo tudi vse ostalo na pravem mestu, ne? Ker če bom delal to, kar moram delati in tako, kot moram delati, mislim, da bo v povezanosti z Bogom potem to rodilo prave sadove. Tam, kjer bo potrebno. Sedaj vas prosim, da za naše gledalke, gledalce, mnogi pričakujejo vaš novomašni blagoslov in tudi za našo televizijsko ekipo date vaš privilegiran, da tako rečem, letos novomašni blagoslov. Seveda, z veseljem. Prosim. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Molimo. O Bog, ki si z milostjo svetega duha srcem svojih vernih ulil darove ljubezni, daj bratom in sestram, ki zanje prosim tvojega usmiljenja, dušno in telesno zdravje, da te bodo z vso močjo ljubili in to, kar je tebi všeč, z vso ljubeznijo vršili. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha, naj pride na vas in na vas vedno ostane. Amen. Najlepša hvala, Bog plače za ta blagoslov tudi vam. Iz srca želimo veliko dušnega, duševnega in telesnega zdravja, to, kar ste sedaj prosili v tem blagoslovu in tej molitvi za nas, za naše gledalke, gledalce. Veliko uspeha na vaši duhovniški poti, tistega najbolj seveda, ki ga Gospod pričakuje od vas in ne ljudje,
Ne? Pričakovanja ljudi so eno, tisto, kar pa Bog pričakuje od duhovnika in sploh od vsakega vernika, je pa nekaj povsem drugega. Ne? Velikokrat se tako zgodi. Ja. Ja. Hvala tudi z moje strani vsem, ki molite za duhovnike, ki molite za duhovne poklice in vas prosim v imenu vseh za to molitev še naprej. Podpirajte duhovnike, ne? Točno tako. Hvala lepa, ker ste bili naš gost še kdaj v prihodnosti. Hvala pa tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, ker ste bili z nami.